Dober dan, sem Mija Ogrin, arheologinja Zavoda Arheoalpe. Zavod Arheoalpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj, se ukvarja predvsem z arheološkimi izkopavanji v visokogorskem svetu Julijskih Alp, pa tudi z arheološkimi raziskavami ob gradnji. Poleg tega se ukvarjamo z interpretacijo kulturne dediščine. Velik poudarek dajemo tudi na interpretacije kulturne dediščine Bohinja, predvsem arheološke dediščine. Zato tudi letos sodelujemo v mednarodnem festivalu alpskega cvetja z predstavitvijo Ajdovskega gradca. Vas vprašam, ste že bili na Ajdovskem gradcu, na Ajdovskem gradcu v Bohinju? Če ste bili, pojdite z mano še enkrat, če niste bili, pojdite z mano tokrat prvič. Na Ajdovski gradec so se torej v začetku 6. stoletja pred Kristusem naselili ljudje, ki so prišli po vsej verjetnosti iz Posočja. Križ nad Savskim tokom jim je nudil varnost, zato so na izravnane terase postavili tudi lesene hiše. Pri arheoloških raziskavah pa so v hišah in ob njih so bili odkriti odlomki keramičnih posod, glineni svitki in zaponki za spenjene obleke iz železne dobe, rimske dobe ali pa iz poznoantičnega obdobja. Na vrhu naselbine, na samem platoju, pa so bili tudi najdeni rimski novci. V poznoantičnem času, torej nekako v 5. in 6. stoletju, pa so slednjič postavili hiše na ta stara mesta, nato pa je naselbina zamrla. Vas Ajdovski gradec je bila obdana tudi z kamnitim obzidjem. To kamnito obzidje se danes še lahko vidi v travnati ruši. Skrito je v travnati ruši. In za tem obzidjem danes rasejo tudi rože. Rože, kot so karmelika, spominčice, koprive, bele koprive, tako kot včasih, ko je bilo naselbina tod še obljudena. Torej, znotraj obzidja same vasi so bile tudi najdene hiše. Hiše so bile grajene zelo preprosto. Imele so kamnite temelje, na kamnitih temeljih pa je bila po vsej verjetnosti lesena konstrukcija brun, tako kot v Posočju na mostu na Soči. Te hiše so bile tukaj na zahodni strani samega griča Ajdovskega gradca, kjer je tudi sončna lega. Domnevamo, da je bila naselbina tudi nekako bolj urejena in razdeljena, tukaj na bolj stanovanjski del, na sončni strani, in na drugi strani pa je bilo bolj, lahko rečemo, industrijski del, kjer so ostanki, večji ostanki železove žlindre, tudi kakšen kos rude se najde, kar kaže, da je bilo sama naselbina razdeljena nekako na stanovanjski in industrijski del. To povemo tako, ker na tem Ajdovskem gradcu so bile raziskave že pred 2. svetovno vojno, je tukaj kopal Walter Schmidt, potem Andrej Valič in nenazadnje smo tudi mi v okviru projekta Arheološki park Ajdovski gradec naredili nekaj izkopnih sond. Vpliv človeka na okolje v arheoloških obdobjih lahko se sledimo z palinološkimi raziskavami, ki so dale zanimive rezultate prav na območju Bohinja. Namreč v starejši železni dobi, torej v 7. stoletju pred Kristusom, pride v zelo kratkem obdobju 50 do 100 let, da se krajina zelo odpre. To pa je posledica sekanja in požiganja gozda zaradi železarske dejavnosti. Namreč to sovpada tudi z arheološkimi raziskavami na Ajdovskem gradcu, kajti prav v tem času se začne tudi železarska dejavnost na tem območju,
s tem, da začnejo taliti železo v rudo, za kar so rabili tudi ogromne količine bukovega oglja. In prav v tem času pride tudi do močnega upada bukve in erozije tal. Poleg tega pa se pojavi ozkolistnati trpotec, pa ne samo v starejši železni dobi, tudi že mnogo prej, v bronasti dobi. Sam ozkolistnati trpotec pa ni samo pašni indikator, ampak je tudi eden prvih in najbolj zdravilnih in najbolj razširjenih zdravilnih zelišč. Tako, zdaj smo na vrhu Ajdovskega gradca in seveda tudi pred koncem našega vodenja po stari davni vasi Ajdovski gradec. Tukaj zaključujemo in obenem vas vabim, da se mogoče drugo leto nam pridružite ali mogoče pogledate mojo spletno stran www.arheoalpe-bohinjci, kjer imam kar nekaj objav za vodenje. Skratka, srečno!